Torej, lep pozdrav iz Liberalne demokracije Slovenije, občinski odbor Slovenske Konjice. Danes smo sklicali to konferenco, da bi predstavili naš program in tudi nekaj naših kandidatov. Lokalni odbor Liberalne demokracije Slovenije tokrat kandidira na volitvah kot vedno doslej. V preteklem obdobju so se naši kandidati izkazali kot tisti, ki izpolnjujejo svoje obljube in enako načrtujemo tudi v prihodnje. Menimo, da je preteklo obdobje bilo, kar tiče našega dela, uspešno, glede našega programa v prihodnje pa naslednje. Poudarki iz našega programa, se pravi programa lokalnega odbora Liberalne demokracije Slovenije, zadevajo predvsem oživitev gospodarstva in urejeno infrastrukturo. Pod tem si predstavljamo naslednje, in sicer, da lokalna skupnost pomaga po svojih močeh gospodarstvenikom, ki želijo v našem okolju odpirati delovna mesta, ki želijo v bistvu prispevati k razvoju našega okolja. V naši skupini menimo, da je v preteklem obdobju na tem področju bilo tudi nekaj zamujenih priložnosti, predvsem kar zadeva, bom rekel, področje Novega Lipa in pa področje Konusove cone. Menimo, da bi lahko lokalna skupnost na teh področjih več prispevala k razvoju gospodarstva. Torej, to je tudi drugi del te postavke naše, zagovarjamo urejeno infrastrukturo. Nikakor pa v naši skupini, se pravi v lokalnem odboru Liberalne demokracije Slovenije, ne zanemarjamo socialne programe. Menimo, da je tudi tem potrebno nameniti vsaj enako mero pozornosti kot do sedaj, oziroma še bolje, da se ta pozornost uskladi z sodobnimi potrebami. Opažamo namreč, da je socialna pomoč marsikdaj ne doseže prave roke in bi mogoče na tem področju bila dobra prevetritev. Iz obojega, se pravi iz gospodarske uspešnosti in socialne kohezije, izhaja blaginja ljudi, ki pa ne zadeva samo finančno plat, se pravi samo materialno plat, ampak tudi kulturno plat. Menimo, da je tudi kulturi in temu pogledu družbenega življenja potreba posvetiti več pozornosti kot do sedaj. Iz tega po našem mnenju sledi tudi večja družbena povezanost, podobno pa k temu prispevajo tudi razna društva, ki delujejo v naši občini. Nismo pozabili v našem programu tudi na razvoj drobnega gospodarstva in kmetijstva in pa na pomoč pri izgradnji šolskih in vzgojno-varstvenih zavodov. V preteklem obdobju je naša skupnost izgradila kar precej novih in prenovila obstoječih šol. Zaradi nove zakonodaje na področju otroškega varstva pa so potrebe na tem področju mnogo večje, kot so bile pred leti. Menimo, da je tudi na tem področju potrebno več pozornosti posvetiti mladim prebivalcem naše občine. Kar zadeva vrtce, je potrebno poudariti tudi, da so obstoječi vrtci, ki jih imamo v Konjicah, pa tudi širše, potrebni prenove tudi zaradi v smislu čistejšega okolja, v katerem bivajo naši malčki. V teh zavodih je neredko uporabljen celo še azbest in menimo, da je to čim prej treba odstraniti. V naši skupini se zavzemamo tudi za urejeno mesto, za gradnjo stanovanj, podpiramo projekt Čista Dravinja in pa za dostopne komunalne usluge. Menimo, da je potreba vso pozornost nameniti preskrbljenosti z komunalnimi uslugami. To pomeni, da si ne smemo dovoliti, da bi komunalne usluge naši občani plačevali bistveno več kot do sedaj. V tem pogledu zagovarjamo ureditev, tista, ki je najbolj pereča trenutno, zagovarjamo, da se uredi smetišče, zagovarjamo, da se v tem pogledu uredi predvsem z ozirom na položnice, ki bodo imeli ljudje vsak mesec doma. Danes so za tem omizjem tudi vsi, ki so za omizjem, so kandidati iz naših list, bodisi svetniških list, nekateri tudi za liste krajevnih skupnosti. Vsi naši kandidati so predvsem v krajevni skupnosti Konjice do sedaj delovali uspešno.
Imeli smo obilno podporo v krajevni skupnosti Konjice in podobno pričakujemo tudi v prihodnje. Za zaključek te predstavitve bi pozval volivce, da se udeležijo volitev, vabljeni, in na volitvah obkrožite listo Liberalne demokracije Slovenije pod številko 1. Jaz bom se malo dotaknil druge volilne enote kot eden izmed predstavnikov oziroma oseb, ki smo zadolženi v našem kraju. Moram reči, da vsa ta leta smo delovali dokaj dobro, poskušali v našem kraju čim več poskrbeti za okolje. Jaz mislim, da je do sedaj bilo dosti narejenega, tako da se vidi to naše delo. Moram pa tudi reči, da naprej še nam ostane kar nekaj projektov, ki so nujno potrebni za naše okolje. Kot je že omenil gospod Kvas, tu naredili smo, zdaj šolo smo že uredili in naslednji korak je sigurno izgradnja vrtca, kajti v Ločah je to velik problem. Potem so še pa tu ostale stvari od čistilne do še kulturni dom je potrebno opremiti in ostalo. Tako da jaz v našem imenu pač lahko rečem, da se bomo potrudili v naslednjem mandatu, da čim več naredimo za naše boljše počutje in prav tako vabim vse, da se udeležijo volitev, kajti samo na ta način lahko vidimo, kje smo. Kot smo že slišali iz našega programa, iz programa vseh ostalih strank, je želja ogromno. Menim pa, da v naslednjem obdobju je nujno potrebno skrbeti predvsem za okolje, kar pomeni, da bomo podpirali čim hitreje izgradnjo čistilne naprave, kot je že omenil naš predsednik, tudi dogradnjo Cerota, tako da bomo dejansko za odlaganje komunalnih odpadkov plačevali primerno ceno. Treba je poskrbeti tudi za protipoplavne ukrepe, tako z izgradnjami kanalizacijskih sistemov, zadrževalnikov in pa priskrbeti razlivna območja v slučaju visokih vod. Seveda bomo se skrbeli in poskušali tudi izvesti in podpirati ostale projekte in programe, ki so predstavljeni, tako da glasujte za Liberalno demokracijo, obkrožite številko 1. Torej v občinskem odboru Liberalne demokracije Slovenije Slovenske Konjice pričakujemo dober rezultat na volitvah. Mislim, da imamo dober program. V preteklem obdobju so se naši kandidati, ki so bili izvoljeni, izkazali kot na mestu. In tudi v prihodnem obdobju je naš program temelji na podobnih usmeritvah, kot smo jih imeli do sedaj. Poudarki iz našega programa pa gredo predvsem v smer oživitve gospodarstva, socialne kohezije, dostojanstva posameznika in pa urejene infrastrukture, družbenih dejavnosti in seveda vseh zavodov, ki pač rabijo pomoč lokalne skupnosti. Mogoče še malo konkretno, na koliko mest mogoče upate? Torej, mi računamo, da bomo imeli več kot do sedaj. Če pa bo tako kot do sedaj, bomo pa prav tako zadovoljni. Vsekakor pa menimo, da si naš program zasluži pozornost in vabimo volivce, da se udeležijo volitev in da na volitvah obkrožijo LDS Konjice številko 1. Zakaj naj bi volivci volili ravno LDS? Zato, ker je to stranka, ki zagovarja svobodo posameznika, pravno državo predvsem. Kar pa zadeva lokalne volitve, pa je to, bom rekel, skupina ljudi, ki zagovarja gospodarstvo, ki je urejeno, bom rekel, lokalno skupnost, ki podpira gospodarstvo v svojih močeh, da jim pomaga pri
pri urejanju, bom rekel, komunalne infrastrukture, pri urejanju komunalnih pristojbin. Predvsem pa je to stranka, ki skrbi enakomerno za dobrobit na gospodarskem področju in na socialnem področju. To pomeni, da ne pozabljamo na socialno povezanost, na družbeno angažiranost in v tem oziru mislimo na vse generacije. To pomeni bom rekel, od vrtcev do upokojencev. Vsem smo v našem programu namenili pozornost in menimo, da si vsi zaslužijo enakovredno pozornost. Nimate nobenega županskega kandidata svojega letos tukaj v Konjicah? Me zanima, ste katerega od teh, ki kandidirajo, podprli? Torej, na lokalnem odboru smo se odločili, da letos ne bomo predlagali županskega kandidata, volivcem pa prepuščamo, da se odločijo po svoji vesti, koga bodo obkrožili. V programih dveh kandidatov smo našli recimo stične točke, volivci pa ne odločijo, koga bodo podprli. Dobro, pa mogoče še zadnje vprašanje. Ne glede na to, kdo bo naslednji župan, kaj bi moral najprej tukaj urediti pod najbolj nujno v Slovenskih Konjicah? Torej, neke vrste Damoklejev meč, ki visi nad tem mestom, je prav gotovo smetišče. Nesprejemljivo je, da se v 4 letih na tem področju praktično ni mnogo premaknilo, čeprav je, bom rekel, bilo veliko sestankov, bilo je veliko pogajanj. Grozi pa, da bo z koncem leta smetišče zaprto in da bodo položnice seveda mnogo višje. Mi si tega ne želimo. Menimo, da je potrebno v bistvu vse napore posvetiti temu, da se to uredi. Dobro, najlepša hvala. Hvala tudi vam.